Lepo zdrav vsem, ki redno spremljate informativne in druge oddaje slovenjebistriške kabelske televizije tudi v času počitnic in dopustov. Še malo pa se bo mali srpan ali julij prevesil v drugo polovico, kar pa ne pomeni, da se v tem času tudi v lokalnem okolju ne dogaja nič pomembnega. Že pretekli teden smo bili priča nekaterim pomembnim dogodkom, ki smo jih uvrstili v informativni del lokalnega programa. Zato prijazno vabljeni k ogledu. Pretekli teden odprli obnovljene prostore v nekdanjem Krozeju, kjer so našla streho nad glavo številna društva in podjetje Impos, tednik Panorama. Kustos Vojaškega muzeja Slovenske vojske, magister Mladen Horvat, predaval o poteku osamosvojitvene vojne leta 1991 na Bistriškem. Bistriški grad za otroke je pripravil poletne ustvarjalne delavnice ter jih popeljal v svet fotografije, fresk ter drugih skrivnosti. Slovenjebistriški Twirling klub Sašo organiziral Evropski pokal v Twirlingu, tudi domačinke osvojile lepo bero medalj. Lastniki koles pozor, na delo ponovno ne pridi pravi. V rubriki Lokalne novice informacija o obnovljenih prostorih, v katerih bodo odslej domovala nekatera društva in tednik Panorama, pa tudi o zanimivih podatkih iz osamosvojitvene vojne leta 1991 na Bistriškem ter drugih zanimivosti. Občina Slovenska Bistrica je obnovila dodatne prostore v stavbi bivšega podjetja na Partizanski ulici v Slovenski Bistrici. V njej bodo odslej delovali podjetje Impos, tednik Panorama, društvo Sožitje, glasbena skupina je Bela cesta, taborniški rod Črno jezero Slovenska Bistrica, Evropa Dona, Fridina mišnica in program učne pomoči Centra za socialno delo Slovenska Bistrica. Predstavnikom najemnikov je v sredo 29. junija ključe izročil župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. Gre na nek način tudi za okroževanje vsebin po samem mestu, tako da tu je zdaj seveda ta osnovni namen, ta kulturni center, je pa res z nekaterimi rešitvami, ki smo jih skozi to obnovo speljali, zaokrožujemo tudi nekatere druge vsebine na drugih lokacijah. Gre na eni strani za okroževanje prostorov za glasbeno šolo, in to sprostitev, na drugi strani pa seveda za praktično celoten vrtec v območju Marinškovega doma. Pa tudi sicer so tu objekti, ki jim je potrebno neko vsebino življenje dati in so nujno potrebni tudi obnove. Zdaj seveda mi pač k temu pristopamo v skladu z možnostmi. Žal v tem času ni možno nekje tudi uspeti z nekimi dodatnimi sredstvi, tako da smo se pri obnovi, jaz sem prepričan, zelo racionalno obnašali, uporabljali tudi ekipo javnih delov, vseh ostalih izvajalcev, tam, kjer je pač to seveda mogoče. Zdaj, zaenkrat je obnova potekala v dveh fazah. Prva je bila speljana že v bistvu pred dobrim letom, takrat, ko smo zagotavljali prostore za to socialno podjetništvo, tudi na podlagi nekih zagotovil strani države, da bi naj za to zagotavljala neka dodatna sredstva. Žal iz tega ni veliko ostalo. No, zdaj v tej drugi fazi smo pa seveda zagotovili prostore za vsa tista naša društva, pa za tiste potrebe, ki so bile tako rekoč nujne. Zdaj, če bi pogledali še moče finančno celotno vrednost, po mojih informacijah je prva faza bila tam nekih dobrih 60 000 evrov, zdaj ta druga faza pa dobrih 80 000 evrov, ker je bilo potrebno urediti še nekatere druge dele infrastrukture, ki prej ni bilo od ogrevanja do. Tako da so tudi stvari sistemsko rešene. Jaz verjamem, da se bo seveda zdaj tule vsebine pač obogatile, da se bo tudi življenje še dodatno tu razmahnilo in da bomo lahko v prihodnje seveda šli v obnovo še ostalih prostorov. Nenazadnje se s tem delom dopolnjuje tudi tiste vsebine, ki so že na tej lokaciji, če samo spomnim na seveda ta tehnički del, kjer starodobniki imajo na nek način v bistvu muzej starih vozil. Kot rečeno, so se na Partizansko ulico preselili tudi ustvarjalci tednika Panorama. In kako so zadovoljni z novimi prostori? Po 26 letih smo končno v sodelovanju z občino in komunalo našli ustrezne nadomestne prostore, kajti v prejšnjih smo bili vse bolj utesnjeni med glasbeno šolo in knjižnico. Tudi s parkiranjem so bile vse večje težave. Zdaj pa smo nekako našli na Partizanski 24 prve primerne prostore od vseh doslej ponujenih in
občutek imamo vsi, ki smo tu, tudi ostali najemniki, to je Bela cesta, to bo zelo zanimivo, živahno. Je Bela cesta, pa Fridina Mišnica, Društvo Sožitje, Taborniki, Center za socialno delo in še kdo, da se bomo dobro znašli v tej obnovljeni stavbi, ki bo lahko v prihodnosti predstavljala tudi novo kulturno središče na tem delu, tem mestnem predelu Slovenske Bistrice. Zgodovinsko društvo dr. Jožeta Koropca Slovenska Bistrica in knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica sta v sredo 29. junija izvedla še eno predavanje v sklopu cikla predavanj ob praznovanju 25. obletnice samostojne Slovenije. O osamosvojitveni vojni 1991 na območju občine Slovenska Bistrica je predaval kustos Vojaškega muzeja Slovenske vojske magister Mladen Horvat. Poročilo za območje štab teritorialne obrambe Slovenska Bistrica je 18. maja poslal takratni komandant podpolkovnik Marjan Čretnik. Na podlagi tega poročila je bilo razvidno, da je iz skladišča teritorialne obrambe v Impolu v skladišče v Zgornji Ložnici bilo prepeljanih 4800 kosov streliva za protiletalske topove kalibra 20 mm. V skladišče teritorialne v vojašnico pa potem 64 pušk kalibra 7,9 mm, 13 pištol 7,62 mm, 5 puškov mitraljezov 7,9 mm, 4 ročni minometi in 2,5 bojnih kompletov za to orožje. Večina tega orožja je bila seveda že prej uskladiščena v vojašnici, zato dejansko ni bilo oddano. Topovi protiletalske baterije pa so ostali na kraju samem, se pravi v skladišču v Impolu in jih fizično niso premestili, se pravi jim je zadoščalo samo, da so municijo spravili pod ključ. Hkrati, zatem, ko je armada odvažala orožje, je naraščalo tudi nestrinjanje zaposlenih v teritorialni obrambi z odvzemom tega orožja, tako da je potem Anton Krkovič, takrat zaposlen na upravi za ljudsko obrambo v Kočevju, o tem obvestil takratnega sekretarja za obrambo Janeza Janšo. No, on potem obvesti tudi predsedstvo, ki potem 19.5. prepove nadaljnjo oddajo orožja, ampak potem je dejansko bilo že prepozno, ker 19. maj je bil hkrati tudi že zadnji dan za oddajo orožja, tako da večina orožja je bila takrat že oddana. In kot odgovor na to dejansko po občinskih štabih potem začnejo spontano nastajati skupine, ki so si zadali nalogo, da bodo to odvzeto orožje spet povrnile iz teh skladišč Jugoslovanske armade. Dejansko te skupine do septembra delujejo praktično tajno, tudi bolj ali manj nepovezano. Šele potem pa tudi uradno nastane organizacija, ki dobi naziv manevrska struktura narodne zaščite. Hkrati je bil takrat z njenim delovanjem seznanjen tudi slovenski politični vrh. Predavatelj je predstavil potek osamosvojitvene vojne na tem območju in podal nekaj zanimivih statističnih podatkov, navezujočih na potek dogodkov. Po predavanju so se tudi poslušalci vključili v razpravo. Že 6. leto zapored organizira Slovenjebistriški zavod za kulturo poletne ustvarjalne delavnice za otroke in število udeležencev vsako leto narašča. Odkrivali so tudi svet nastajanja fresk ter se poskusili v njihovi izdelavi ter poslikavi. Arkova zbirka jih je motivirala za izdelavo hiške, sledili pa so tudi zgodbi o skrivnostni beli dami v Bistriškem gradu in izdelali njeno podobo v obliki lutke. In sladkali so se, saj to sodi k počitnicam, ki so jih en teden preživeli malo drugače. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu obravnavali naslednje dogodke in pojave. S področja kriminalitete so policisti obravnavali 11 kaznivih dejanj, od tega 4 tatvine, 3 poškodovanja tuje stvari, 2 goljufiji, 1 preprečitev dokazovanja in 1 telesno poškodbo.
dežno pri Makolah. Oškodovanec je znanki posodil 1600 evrov, ki mu jih ni vrnila. Poljčane. Nekdo je na osebnem avtomobilu preluknjal vse 4 pnevmatike. Škoda je za 100 evrov. Slovenska Bistrica. Nekdo je z dvorišča stanovanjske hiše ukradel 4 platišča s pnevmatikami in okrasnimi pokrovi. Škoda je za 200 evrov. Neznani voznik je na bencinskem servisu natočil gorivo in odpeljal, ne da bi ga plačal. Neznani storilec je na parkirišču pred lokalom namerno poškodoval pokrov avtomobilskega motorja in lastnika oškodoval za 600 evrov. Oškodovanka je prijavila policiji, da jo je ženska pred lokalom pretepla in s tem lahko telesno poškodovala. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 12 prometnih nesreč, podali 2 obdolžilna predloga, izdali 13 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 2 vozniški dovoljenji. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 6-krat. Od 30. junija do 3. julija je v športni dvorani v Slovenski Bistrici potekal Evropski pokal v Twirlingu. Na enem izmed večjih športnih dogodkov v zadnjem desetletju v občini Slovenska Bistrica, ki ga je pod okriljem Evropske Twirling zveze pripravil domači Twirling klub Sašo, je nastopilo 14 klubov iz Katalonije, Irske in Slovenije. V skupnem seštevku je slavila ekipa Deskle pred Tortoso in Slovensko Bistrico. Tudi sicer so se Bistričanke zelo izkazale, saj so poleg skupnega 3. mesta osvojile še 7 medalj, od tega 2 zlati, 1 srebrno in 4 bronaste. Zmagale so v kategoriji mladink ekipno in v kategoriji dvojic mladink. Najboljši sta bili Iva Justinek in Sara Pristovnik. Naj nastop mi je bil na finalu všeč, ker smo na polfinalu imeli ful pacov, zdaj pa smo imeli samo 3 in se je v bistvu pač najin trud na treningih splačal. Sicer imamo program samo tak teden pa pol, ampak smo ga pač zvadili pa zdaj odplesali v redu. Sara, seveda pa je potrebno povedati, da so bili pogoji izjemno zahtevni. Ja, v petek pa v soboto je bilo zelo vroče, pač težko je bilo dihati, pa kar teklo je z nas, ampak danes se je, hvala Bogu, vreme nam naklonilo in hvala Bogu, da je bilo dosti zraka, da smo lahko prišli do konca programa. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through a sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sounding wrong, for she lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the beating up the wrong guy. Oh man, I wonder if he'll ever know he's in the best-selling show. Is there life on
Kljub izjemno zahtevnim razmeram, prva 2 tekmovalna dneva je bilo namreč v dvorani zelo vroče, so organizatorji odlično izvedli pomembno tekmovanje. V bistvu je šlo za izjemno veliki projekt. Res je bilo naporno, rezultatsko pa mislim, da se je danes sploh za naš domač klub, glede na to, da je to klubski pokal poklopilo v največji možni meri, kar je mogoče. Tako da načeloma tudi z organizacijo zelo zadovoljen, je pa res, da je bilo naporno in da je trajalo precej časa. Lahko da pričakujemo, da boste tudi v prihodnje organizirali kakšno podobno tekmovanje? Definitivno, s tem, da o tem zdaj ne razmišljam. Najprej razmišljamo o premoru, da se spočijemo, pol pa bomo videli, kakšni so cilji za naprej. Organizacijo tekmovanja je pohvalil tudi predsednik Mednarodne Twirling zveze Michael Connolly. Prva 2 dneva je bilo ekstremno vroče, danes je vendarle vreme, kot si ga zaslužimo. Sem z Irske, kjer pogosto dežuje in je hladneje, danes so takšne razmere kot pri nas doma. Sicer pa je dvorana prijetna, organizacija je na odličnem nivoju. Spoštovani, informativni del oddaje se je iztekel, v nadaljevanju pa vas vabimo še k ogledu arhivskega posnetka ene od oddaj Veznega člena, v kateri smo pred kamero povabili Andreja Hvalca in Natko Geržino. Pa še to, starobistriški večeri praznujejo letos 20. obletnico in v teh letih so lahko obiskovalci v poletnem času uživali v pestrosti kulturne ponudbe. Letošnje odpirajo 8. julija s koncertom klasične glasbe v izvedbi Žive Ineje Skrbiš pri Treh kraljih na Bistriškem Pohorju. Glasba bogati življenje, pa tudi sicer si ga lahko v teh poletnih dneh z malce iznajdljivosti polepšate tudi sami. Pa srečno!